Pregledali smo vse zadeve, ki so se vodile, ki jih je vodil VZMD, seveda pod vodstvom predsednika v zadnjih 12 letih in seveda odstopa nismo sprejeli. Predsedniku smo celo izrekli pohvalo za opravljeno delo. Svet Vravoda je obravnaval predlog odstopa predsednika Kristjana Verbiča zaradi zadeve Velana, ker je strokovni svet zavrnil, pohvalil njegovo delovanje in se začudil nad pravnim sistemom, ki je moral donesti vsako sodbo. VZMD z njim vodi zdaj postopke v Sloveniji okoli ropa stoletja, kar mu pravimo, vodi okoli delniške upore, vodi borbe okoli izkoriščanja malih delničarjev in pa vse te postopke in to moti državo. In ker moti državo, ne govori, da je pri nas vladavina prava. Pri nas imamo pravno državo, ampak pravo je izdelano tako ustreza vladajoči garnituri. Briga nas, da so telefone vrteli pa sodnike na kosila povabili. Ker še enkrat, s tem so bili seznanjeni, to so imeli v spisu, ko so odločili. Tako da o pravni državi v Sloveniji je tu nekako ni najboljšega mnenja, si po mojem mogoče ustvariti na osnovi tega povedanega. Strokovni svet Vseslovenskega združenja malih delničarjev je danes obravnaval več vprašanj, seznanil se je z strokovnim poročilom, ga podpira in ocenjuje, da gre za sistemska vprašanja in sistemske napake, ki jih je potrebno rešiti tako na nivoju zakonodajne veje oblasti, izvršilne veje oblasti in pravosodja. Garnituri danes VZMD je ne ustreza, ima težave z njim. Ko sem vas jaz poslušal na izvršnem odboru, na odboru za finance, vaja 2, ko sta bila, mi je bilo, ne samo meni, jaz sem to z drugimi kontaktiral, samo jasno. To sta bila edina 2 človeka, ki nekaj vesta, ostali so samo lupali. In to je jasno. Drugo, kar je pa svet zadolžil predsednika, da pri pristojnih organih preveri, ali so bili sproženi vsi ustrezni postopki v zvezi s finančnim poročanjem Velane na pristojne organe. Kajti menimo, na te zadeve je VZMD večkrat opozarjal, da so bili podatki v bilancah Velane napačni. Obe sodbi sta zame eno izjemno veliko presenečenje. Jaz sem pravzaprav strokovno šokiran nad zadevo, ker sem delal na tožilstvu, sem bil državno-tožilski pripravnik, se ukvarjam s kazenskim pravom, če ne drugega tudi zato, da pomagam pravnim osebam drugim, če so žrtve tega. Tudi za VZMD, tudi z dr. Kotnikom smo pripravljali kazensko ovadbo zoper guvernerja, zoper tudi NLB, ki so privedle tudi do hišne preiskave v končni fazi. In take deviacije pač so zame nenavadne. Je pa res, da v zadnjem času na ljubljanski sodni pod pritiskom medijev in vsega, kar se dogaja, se pogosto zgodi, da zadeve v narekovajih padejo šele na vrhovnem sodišču. In to je v vseh znanih zadevah. Zakaj? Ker so ljudje deležni v nekaterih malo bolj odmevnih primerih, ali pa če gre za malo bolj odmevne osebe, obsodilne sodbe, pa to ni prav. In jaz mislim, da so šanse, da se z zahtevo za varstvo zakonitosti v taki zadevi pač lahko absolutno uspe. Moram reči, da tem sodnikom, ki so izvajalci na ta način pač neke volje, pomaga samo takrat, ko mu ti podkuriš konkretno pod petami, to je, da daš kazensko ovadbo zaradi nevestnega dela v službi. To, kar ste navajali prej, ker je bilo več kot očitno, da gre za kršitev in sprenevedanje, to je, in ko mu zagroži odškodninsko odgovornost. In vam povem, to je edino, kar še zaleže, da preprečuješ take situacije. Če bi bil mlad, jaz verjetno bi se poslužil nepravnih poti.
Jaz bi samo enostavno rekel. Mene najbolj skrbi. Čas je kritičen. Nasprotna stran igra dejansko na čas.